Mislim, da prvenstvo, kot vse tekme, vseh 5 tekem, ki smo odigrali, smo videli, da smo igrali tako, se zagre, da smo konkurenčni, ampak vsako tekmo nam je na koncu zmanjkalo tistih par prepočasnih podaj, napak, so pač na tem nivoju nedopustni. Odločajo te majhne napake, majhne kvalitete in pač tukaj smo vsako tekmo naredili preveč teh individualnih majhnih napak, ki so nas na koncu vsako tekmo ostale zmage. To je samo dobro, če je ekipa mlada, tudi vsi mlajši igralci so pokazali, da znajo igrati hokej. To je samo ena super izkušnja za njih in da lahko pokažejo naslednjo sezono, kaj so naučili letos. Ja, definitivno ne moramo biti s tem prikazanim zadovoljni, ker konec koncev, tako smo že enkrat omenili, na svetovna prvenstva se hodi po medalje, se za te medalje bori, da si daš šanso. To nismo dosegali, še zmeraj pod nobenim primerom ne smemo biti zadovoljni, moramo se pa predvsem ozreti na to, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, da se take stvari izboljšajo. Kar se tiče samega turnirja, mislim, da smo imeli preveč nihanj v napadalni igri in obrambni igri. Takrat, ko smo se zbrali, so fantje res podelali tisto, kar smo se zmenili, izkoristili svojo maksimalno kapaciteto. Ampak nažalost je turnir tak, da moraš biti za vsako stvar najprej pripravljen mentalno, da se spopadaš z nasprotnikom, potem fizično in ni dosti samo, da se dela 20 minut, zdaj je to začetek, je to na koncu. Moraš biti sposoben oddelati celo tekmo, pa predvsem to, da mora biti osnove, kar se tiče igranja hokeja, zelo na visokem nivoju. V zadnji tekmi smo se zbrali do te mere, da smo si dali šanso, ampak tako se nam je že dogajalo skozi cel turnir, enostavno si ne moramo dopustiti, da ko gremo na svetovno prvenstvo, moramo dati več kot 4-5 golov, zato da si lahko sploh razmišljamo o zmagi. To je pa pač ključen del, tako kot na klubskem nivoju, tudi na reprezentančnem nivoju, vse se pa dogaja, kakšne navade vzgojimo igralcem. Tako da še zmeraj, fantje so izkoristili maksimalno kapaciteto, ki smo jo imeli, kljub temu, da je bila ekipa mlada, ampak nažalost se je v večjih momentih pokazalo, da to ni dosti. Dobili so dobre izkušnje za naprej, ki bojo lahko prenesli v klube, pa po vsej verjetnosti tudi naprej na člansko izbrano vrsto, tisti, ki bojo dobili to priložnost. Isto naši najmlajši igralci imajo še v 18 svetovno prvenstvo in to jim bo tudi nekaj dobro predstavljalo, ker že vejo, kakšen nivo se igra, tako da nekih velikih pritiskov ne bi bilo. Smernice za naprej so dobili, zdaj pa na koncu stvar vsakega posameznika, koliko bo v to vložil, da si mogoče res izbori to profesionalno kariero, pa od hokeja zaživi.